in pesmi, ki bom bral, me prav močno spominjajo na vzdušje tistega časa, oziroma tisti čas me spominja današnji čas. Ljudje so se pogovarjali, otroci smo napenili ušesa, kaj se pogovarjajo, ker smo čutili, da se pogovarjajo zelo resne stvari. In pogovarjali so se samo o vojni. Kako vojna se bliža in kako je Hitler prišel že na mejo in neznanski strah. Potem bom prebral še eno zgodbo o Korelju. Otroci smo bili najzanesljivejši Koreli, ker smo se v stvar zelo resno jemali, nismo pa vedeli, kako je resna, še veliko bolj. Tu je zelo žalostna, tragična zgodba. Moje kurirstvo, sem bil star 99 let, je bilo občasno, ni bilo kurirstvo v enoti, tako kot mi je pripovedoval moj prijatelj 3 leta starejši, Veljko Rus. To je bilo vojaško kurirstvo, zelo mladega fanta. Medtem, ko moj oče je bil aktivist, terenec, kot se je temu reklo, in me je včasih poslal, vendar nikoli z listkom. Zmeraj sem si moral samo zapomniti 3, 4, največ 4 besede. Zapomnil sem si samo ene za vse življenje. Zato, ker so bile hecne in ker so bile nekoliko traumatične zame. Imel sem občutka, da se je oče zlagal in tisto, kar je povedal, kar naj povem, ni res in da se bom zlagal tudi jaz. To me je silno zbegalo, vendar sem se za stvar resno vzel. Če da sem silno cenil, spoštoval. In zato sem se zapomnil. Moral pa sem, rekel je, povej ta starejšemu plešastemu mlinarju tole. Franc bo kravo prodal. Jaz sem pa dobro videl, da Franc nima nobene krave. Ker sem ga poznal. Tudi takve stvari so se dogajali. Čas prezgode odraslih otrok. Mirko je svojim 3 nečakom razdelil vloge. Predstavljajte si, da ste ambasadori držav na generalni skupščini Društva narodov. Stroge Hitlerjeve ukrepe zoper Češkoslovaško bo terjal Herr Hočafer. Du, Max. Conte Čano. Zunanji minister fašistične Italije boš ti, Moritz. Tebe bo pa zmerjal kot kolonialista predstavnik Etiopije, bister in študent Sorbone. Vloga bo kot nalaž zate, Friček. Nečaki so tako jecrali, da je strci izgubil živce. Bedaki. Predstavljajte si, da je Afrika piskar, masti in Češkoslovaška škrbica bombon. Končno so doumeli in se stekli. Vzgojni namen je bil dosežen. Ante je imel drugačen prijem. Na desko je pritrdil Hitlerjeve slike, na kar je učil ukažene nečake, da so v brčice metali nožičke. Kako so se zabavili, kako so se smejali. Ko pa je čez 6 mesecev Hitler vkorakal na Češkoslovaško, so nečaki korakali na demonstracijah. In ko je čez 12 mesecev Hitler vkorakal v Gdansk, so nečaki nosili letake po ulicah. In ko je čez 18 mesecev Hitler korakal po Mariboru, so nečaki zbirali orožje za pohode. In Maxa so ujeli in ga odpeljali v Mauthausen.
In ko je čez 3 mesece Gestapa vkorakal na Kolodvorsko 4, so možicu strigli lase s čipalkami za nohte, da je materi vzelo sapo. In njega so poslali v Buchenwald in jo so poslali v Ravensbrück. In vsi trije nečaki, vsi trije dečki so odrasli, celo najmlajši, Friček, ki so ga pustili doma kot talca. Mučili bomo vašega sina Maxa pred vami, gnedlige frau, se je cinično smehljal Gestapovec. Boste pa videli, kako se drži slovenska mati, je mirno odvrnila Mara. Hoteli so glasove od Maxa, jok in krike, prošnje in priznanje. Z očmi mu je vlivalo pogum. Hoteli so darjove, je ga molčal. Še bolj so ga, da se mu je stanje vidno poslabšalo, a jim je le pljunil v obraz. To jih je razbesnelo, da so uporabili lekanje mesa. Smudilo se je. Hoteli so njegov poraz. A je zmagal. Da to je Gestapovec rekel Mari. Gnedlige frau, bomo pa vas na smrt mučili pred njim. Odgovorila je, da je Gestapovca ubil mraz. Boste pa videli, kako se drži slovenska mati. S čipalkami za nohte so mu mojstri ostrigli lase, zlate kodraste lase, da bi zlomili materi srce. Za Božjo voljo. Bil je še otrok. Nadaljevali so z orodjem ostrim in toplim. Le kako pokončno stati, kako se ne zlomiti, ne jokati, za Božjo voljo. Bila je mati. Vse sta zdržala in drago plačala. Morica so poslali v Buchenwald, ona pa je trpela in igrala. Za Božjo voljo, bil je še otrok. Njo pa so poslali v Ravensbrück. Ko ga je zadnjič videla med vrati, jo je zazedel, šlo je na jok. Za Božjo voljo, bila je mati. Bolj kakor lastno smrt je bolela njegovo krhko, ranjeno telo, ki so ga iztrgali iz rok. Za Božjo voljo, bil je njen otrok. Za Božjo voljo, bila je mati. Otrok je bil navajen na obiske. V polni hiši se je zmeraj našel kak stric za žogo in šahmat. Vse tete pa so še petale. Tiš. Tik preden so SS-ovci udrli skozi vrata, je mati šepnila otroko, naj zbeži in gre obvestit naše. Starejšega brata so strigli s škaricami za nohte, da je kri pobarvala njegove zlate kodre. Moške, ki so bili na obisku, so pretepali, njegove mater in vse tete tipali. Otroka so pustili pri miru. Vzel je žogo, se med škornjim odtihovodapil ven na vrt in splezal čez visoko ograjo, kar mu je tokrat uspelo prvič v življenju. Tekel je in tekel, Kolodvor, bežal je. Bežal predvsem tem, pred lasmi v krvi in brcami klofutami, tam v prostoru Kolodvorske restauracije bo našel naše. Teža stavka ga žene in pritiska, da je javka padla. Ob pločniku se spodakne in pade in vstane in reče, da je javka padla in mora sporočiti. A mu zmanjkuje zraka, kolena so krvava in skelijo, da tiho javka. Ko pride do vogala, ostane brez zraka in brez koraka, ker ve, ker deček dobro ve, ker deček kljub vsem 9 letom strašno dobro ve, da bodo Nemci dobro razumeli, zakaj ga ni. In bodo mučili njegovo mater. In se obrne in teče nazaj.
teče brez zraka, po zraku leti. Ko prileti na kolodvorsko, pa zgroženo uzre prizor, ki ga bo vse do konca dni vrtel nazaj, naprej. Nazaj, upočasnjeno in pospešeno naprej, na svetu, tako kot v nemem filmu, ves okraj zastražen, vse povsod esesovci, ki skozi vrata pahnejo drugega za drugim, uklenjene, strica Rada in strica Bojana in strica Bogdana in strica Slavka, pa teto Lizo in teto Sonjo in teto Slavo. Vse vidi kot v nemem filmu. Brata Morica s krvavo glavo in tisto drugo teto Slavo, za katero bo pozneje izvedel, da se piše Klavora. Vidijo najlepšo v nizu. In tistega drugega strica Slavka, ki bo zanj pozneje izvedel, da se piše Šlander. Vidi ga, čisto blizu. A najprej ga ne prepozna, ker je stric Slavko preoblečen v nemško uniformo. In ga vidi streljati, a ne sliši. Na ustnicah mu bere beži slava. In vidi Nemce padati in upiti in streljati in vidi strica Slavka pasti. In zdaj se spomni, da ne vidi matere, še je v hiši. V hipu spleza čez ograjo, najde žogo in se vrne domov, kjer se orjak z zavihanimi rokavi sklane skozi okno in kriči: mati, je telo zvezano na stolu, strme, oči je srce zapičijo van svoj plavi vprašaj in sliši: kje si bil molc? Igral sem se na vrtu. In ko stara starša pride tapon, ko me izdavi: sem jaz kriv? No, naj ga objame in mu zašepeta: Petroko moj, nisi kriv, nisi ti kriv, Friček, nisi kriv.